Jaz ponavadi za tako predstavitev rabim malo več kot 15 minut, zato bom načeloma letel čez, ustavite me, če vas bo kaj posebej zanimalo, na koncu pa pol imam raj kakšno vprašanje, ki se mi zdi tako zelo brez veze, da vam iz tukaj nekaj govorim. Danes bom predvsem govoril, kaj je načrtovanje novinarje, se pravi, kako načrtujemo procese inovacij. Slovenija slovi po temu, da imamo zelo veliko inovatorjev, kar je čisto zgrešeno, to ni res, mi imamo veliko izumiteljev, razlika med izumom, se pravi invencijo pa inovacijo je predvsem tem, da inovacija je nekaj, kar je uspelo na trgu. Tukaj smo v Sloveniji še vedno zelo slabi. Predvsem ključna je pa tista prva beseda, ker pri načrtovanju inovacij je ključen ta pridevnik načrtovan. Kako to počnemo tudi mi? Jaz zelo nerad govorim o primerih, v katerih mentoriram. Sem predvsem mentor na področju podjetništva, SEED, Goodbees, Tipaway, tudi na CZK-ju, ker sem po izobrazbi v osnovi kemik, študiral kemijo, potem tudi ekonomijo, ker so vsi v familiji fotor, teta, stric, bratrance, strični arhitekti ali oblikovalci, pa sem rekel, jaz to ne bom, evo, kje sem končal. In ker sem pač s tem živel, je toliko lažje to razumevati, sem pa na določeni točki, ko sem pač kar nekaj teh nagrad za oblikovanje dobil, hvala Bogu spoznal, da nisem dovolj dober oblikovalec in da se je boljše povezovati s tistimi, ki vejo bistveno več od mene. Torej, kaj je potrebno, da inovacija, se pravi, da invencija pride na trg in predvsem, da je uspešna. Ključna je jasna vizija, strategija. Se mi zdi, da kamorkoli pridem v start ali pa v podjetje, imajo pač idejo, ne? Ideja brez izvedbe je vredna nič. Ne? Ta trenutek, če imate neko idejo, boste prepričani, da je še vsaj 10 ljudi na svetu, ki ima zelo podobno, če ne isto idejo. In razlika je samo v tem, kdo bo tisti, ki bo med prvimi in ki bo predvsem na dober način to uspel predstaviti. Dobro je vedeti tudi, kakšen bo ta akcijski načrt. To je predvsem povezan s financami, namreč zelo hitro se zalom, da vam zmanjka časa in s tem denarja. Te razpisi, o katerih smo danes poslušali, so odlični, bom jaz rekel, za to semensko fazo, tudi mogoče malo naprej. Dejstvo je pa, da kakor želite neko inovacijo spraviti na globalen trg, boste rabili pa bistveno več denarja in takrat se tudi pripravite na to, da če ne boste imeli denarja, da vam bo to vzeli bistveno več časa, se pravi, boste mogli za svoje preživetje poskrbeti. Še zmer je pa ključno na koncu ekipa strokovnjaki. Jaz vas pač nagovarjam, da okrog sebe zbirate ljudi, ki vejo več od vas, ki so strokovnjaki na različnih področjih, ker edino to vam da zagotovilo, da boste lahko svojo idejo mogoče uspeli. Mi se držimo enega načela, Maco Odgrt je pred leti, mislim, da je zdaj že kar veliko 6 let nazaj oblikoval za nas. Človek se dejansko tega drži, stvari so zelo simpel, za sabo pa ne pušča smeti. Sam za informacijo, mi smo med leti 2015 pa 2018 prodali med 30 pa 40 tisoč izdelkov na leto samo na trg Skandinavije. To je pač bila posledica dobre ideje, dobrega tima in vsega, kar za sabo potegne. Mi se držimo 3 ključnih točk pri naši viziji. Seveda za vsakega to velja drugače. Težava predvsem v Sloveniji je to, da sama država nima jasne strategije, skozi katero bi komunicirali in bila prepoznana, zato imamo tudi mi pri sami komunikaciji našega kreativnega sektorja, se pravi naših oblikovalcev in arhitektov v tujini, to težavo, da niso prepoznavni. Niso prepoznavni zato, ker smo tam v 80-ih ali pa v 90-ih nehali govoriti o tem in je pač dizajn in arhitektura postalo nekaj, kar je dostopnega samo elitam, ne pa nekaj, iz česar bi se mogla napajati družba. Okolje vedno na prvem mestu. Jaz sem pač imel kar nekaj debat na to temo, predvsem z ekonomisti, ki so me tudi na faksu učili customer is the king, ne, se pravi, da uporabnik odloča o tem, kaj bomo delali, če jaz se s tem ne strinjam, ker če ne bomo imeli okolja, potem tudi uporabnikov ne bomo imeli.
In predvsem ta druga družba kot družbeni učink, jaz sem zelo poznan po temu, da sem mentor podjetjem, ki delajo na konceptu socialnega podjetništva, čeprav je to oksimoron, vsako podjetje bi moglo delati z družbenim učinkom. In seveda na tretjem mestu jasno, enako pomembno tudi uporabnik, se pravi njegova uporabniška izkušnja. Ker morate se zavedati, tisti, ki ste iz kreativnega sektorja, vaši uporabniki sploh ne vejo za rešitve, ki jih vi razvijate. Se pravi, ne more niti biti te potrebe. Zato jaz govorim o trajnostnem načrtovanju. Dizajn jaz razumevam in prevajam kot načrtovanje, čeprav se ga pač uporablja večinoma kot oblikovanje. In načela, ki jih uporabljamo, so od zibke do zibke, cradle to cradle. Poglejte si, ne bom tega razlagal, ogljični odtis. A veste, zakaj je ogljični odtis? Anybody? Ja? Čisto enostavnost. To je edina besedna zveza, ki jo politiki razumejo. Morate vedeti, ogljični odtis je samo ena stvar, vse ostalo, naprimer v Skandinaviji, na Danskem, da uspeš na javnem razpisu, moraš za vsak izdelek, ki je sestavljen iz delov, ki ima več 50 gramov, preveriti, da nima potencialno nevarnih spojin, to moraš dokazati na inštitutu in šele potem se lahko uvrstiš na potencialno listo dobaviteljev. Tega pri nas verjetno ne bo še lep čas. Ogljični odtis se je pa uveljavil samo zato, ker ga je bistveno enostavno komunicirati, ker zraven pride neka cifra in jo lahko razumejo odločevalci, predvsem na političnem nivoju. In pa na koncu o tem, kaj jaz govorim o družbenem učinku, se pravi o tem social impactu, tukaj si pogledajte B Corp sam za. Jaz govorim, to so navodila, ni to neka Biblija, tam boste največ zvedeli. Predvsem iz razloga sustainable, ker se vsi pač pogovarjajo, kaj pomeni sustainable, kdo ima tako dobro razlago, kratko, enostavno. Slovenski prevod je trajnostnost, tako da boste vedeli, ne trajnost, ampak trajnostnost. Sustainable pa v bistvu najbolj enostavno razložiti, tako da besedi obrnete okrog. Se pravi, being able to sustain. Kar pomeni, da ni nujno narejeno samo iz čistih ekoloških materialov, ampak je lahko tudi nekaj, kar traja 100 let in s tem zamenjuje 10 ali pa 50 drugih produktov, ki bi bili v tem času prodani. Iz tega koncepta tudi pol zavrnemo nek GDP growth in podobno, obstaja pač strategija degrowth, to si lahko pogledate, če želite biti inovativni pri svojih idejah. Vsi smo oblikovalci, načrtovalci, vse okrog nas je načrtovano, vprašanje je samo, je to narejeno dobro, ali je to narejeno slabo. Z vsako stvarjo, ki imate na sebi, na kateri sedite, ki jo gledate, se je nekdo ukvarjal. Vprašanje je samo, s kakšno idejo oziroma s kakšnim ciljem je to delo. Mi uporabljamo to metodo v vseh 4 načelih oblikovanja, smo jo pa tudi to metodo nekako nadgradili, kakor nam paše, in sicer, da ni samo ta research in definicija, večina podjetij začne tukaj. Se pravi, ima idejo, začne brainstormati, to idejo razširi v nemogoče razmere in potem ponuja različne prototipe. Mi smo to naredili majhen drugače, sicer na začetku delamo tako, da vprašamo ali pa smo sprašvali, da so majhen zrasli, pa lahko si tudi kakšne stroške za zelo resno analizo prvošmo, ampak včasih tisti, ki ste v one-man bandi ali pa manjša podjetja, 3F, family, friends and fools, ne. Najprej greste vprašati njih, ki je najbolj enostavno. In pol tam predvsem delate na temu researchu, kaj sploh mi delamo po tistih načelih, vi po nekaterih drugih, bi družba ali pa vaš uporabnik lahko potreboval. In kaj inovativnega? Inovativnega, da je to pač nekaj novega, drugačnega, nadgrajenega in ne nekaj, kar že na trgu obstaja. Tukaj je ta analiza ključna, ker meni gre najbolj na živce, ko mi pridejo z idejami, smo si izmislili nekaj novega, pa se jaz usedem na Google, pa v 2 urah najdem vsaj 10 podobnih storitev, produktov, česarkoli. S čim se boste pol razlikovali, ko boste to komunicirali na trgu, ko bo to treba prodati? Ja, z ničemer drugim, sam mogoče s ceno ali pa s hitrostjo, ko boste to lahko naredili.
Mi smo ta design thinking proces spravili v nek krožen proces. Vidite tukaj na koncu, prejle je Čadež rekel, don't forget to sell it, ja, valjda, ampak je nujno tudi testirati in pa nenehno izboljševati. Za mene je design thinking proces dober takrat, ko je krožen, oziroma takrat, ko pride do neke spirale, kjer se ta stvar, če je dobro narejena, nenehno izboljšuje. Se pravi, v bistvu Niko Kralj, ki mislim pa upam, da ga vsi poznate, je nekoč rekel, da se popolnosti ne bomo nikoli dosegali, lahko se ji pa neskončno približujemo. In v bistvu to je to. Mi smo se na neki točki, to sem tudi tam od zunaj poslušal, odločili, da se ne bomo več prepričevali ali pa poslušali, da nas drugi prepričujejo, zakaj se odločamo med ceno pa okoljem, ampak smo rekli, da bomo z okoljem naredili naš trg, seveda je to precej bolj nišno. Mi smo zdaj v nekem 5-letnem ciklu, kjer moramo predvsem naše uporabnike in kupce izobraževati, zakaj je to pomembno. Vsa ta plastika in tekstil, ki se zdaj kopiči, nam gre seveda zelo dobro korist in nas tudi opazijo. Je pa seveda to en mal daljši proces, zato sem rekel, da moraš biti na njega pripravljen. Za nas je dizajn ključen v teh 4 stvareh. V vseh 4 stvareh ga uporabljamo enako, za isto metodo, ko sem vam prej pokazal. Se pravi, ne načrtujemo samo produkta, ampak tudi storitev. Se pravi, kako bomo to stvar uporabljali in skozi njeno uporabno vrednost, kako jo bomo prodali. Največ denarja lahko v proizvodnem procesu prišparate, da dobro načrtujete procese. Tukaj se dejansko da ustvariti največjo dodano vrednost. To je tisto, kar mi govorimo vedno, da je pomembno pri samem proizvodu, se pravi, da lahko iz te vrednosti, ki jo ustvaraš, naprej investiraš v razvoj, da so produkti vedno boljši. In ta zadnja je komunikacija, ki Mehan več povedal na koncu, ki se mi zdi pa, da je ključna in predvsem pol z rastjo podjetij se zelo hitro pozabi in se ta komunikacija predaja v neke agencije, neke organizacije, ki se ukvarja z marketingom in se pač pozablja ta osnovna vrednost načrtovanja, ki jo je pri dobri komunikaciji treba samo dokumentirati. Pač zgodbo napiše oblikovalec sam in tist, ki potem skrbi za storitev in za procese znotraj proizvodne. Imamo še eno pravilo, ki se ga zelo držimo, temu pravimo no bullshit strategija. Je sicer v angleščini ničesar ne skrivamo, smo zelo transparentni, predvsem zato, ker če poveš, da nečesa ne znaš, ti bojo ljudje prišli pomagati. Seveda, veliko dobiš takih, ko vse vejo, ampak od teh je treba znati izluščati tiste, ki ti res lahko pomagajo. Druga je, da se nikoli ne branimo. Če nekdo pride z nečem, skušamo to razumeti, se pogovoriti in to tudi popraviti. Tale tretja je tudi za mene osebno najtežja, ker nenehno tehtamo. Ja, pa se je to boljš, pa to je slabš, pa mislim, da to danes vsi poslušamo v politiki, pa je res bullshit. In pa tale, ki je ključna za to milenijsko generacijo na določeni točki, ki se njim ne da več komunicirati, rečejo you don't understand shit, se pravi, ne štekaš. In takrat se komunikacija prekine in je zelo težko nadaljevati kakršenkoli načrtovarski proces, tako da pri nas se dejansko tega držimo tudi znotraj, vam pa priporočam to tudi privat ful dobro laufa. Jaz sem enega frenda, ki je bil strašno zatreskan v eno alpinistko, ki jaz namreč plezam, in jo je ful prepričeval, da on pa ful pleza. In valjda na prvi dejt sta šla po severni Triglavski na Triglav. On se je pač na sred usral, smo ga mogli zelo težko spraviti dol, ampak dejstvo je, ne delite tega, ker ni dobro. Prej smo nekaj bilo napisano godbi, zgodba ni godba. Če pojemo zraven brez vsebine, ne bo nobene prodaje, zelo hitro vas bojo skužili. Naprimer, jaz vam povem, da ključni strateški partnerji, vsaj naši, točno vejo, kaj počnemo, v čem smo dobri in v čem nismo. Meni se je zgodilo na Danskem, ko smo nek stol spravili
v en zelo velik projekt, da ga je bilo jasno treba tudi tam stestirati. Mi smo ga pri nas na biotehniški fakulteti, šel je čez vse z kljukcami, višina, dolžina, globina, vsi standardi prekucevanja in podobnega, smo prišli na Dansk tehnološki institut in lej si ga oni mene pokličejo, višina odstopa za pol centimetra. In valjda jaz po balkansko, ni problem, bom jaz to zdaj zrihtal. In smo imeli neke spacerje in so oni mene tam gledali, kaj jaz tam montiram, kaj je zdaj to. Sem rekel, da gre čez test. In sem imel točno 15 sekund, da sem jaz dojel, da sem ga salamonsko usral. Sem rekel, mi bomo šli zdaj nazaj v proizvodno, pregledali procese, zakaj je prišlo do teh pol centimetra, vse še enkrat naštudirali in prišli z novim izdelkom nazaj. Čeprav je bil ta izdelek isti, za pol centimetra višji, ampak oni so to zahtevali. Pri njih ni balkanske logike, zdaj bomo to uredili, pa bo pa že šlo po svoje. In tega se tudi držite pri svojih projektih, da ko začnete prvi korak, začnete zares in se točno zavedate, da morate priti brez tega bullshita do cilja. Jaz predvsem se sprašujem, danes ne prodajamo produktov pa storitev, ampak predvsem prodajamo koncepte. To, če želite kamorkoli ali pa kjerkoli biti prepoznani, vam bo to zelo hitro jasno. Zato gradite sliko. To je tako kot mozaik iz puzzlov. Začnete z enim produktom, ki je en, date drugega in počasi ta slika raste. Seveda vse na tej sliki mora izžarevati identiteto, to je tista vizija, ki sem tam na začetku, se pravi vašo jasno vizijo, strategijo, po možnosti tudi akcijski načrt. Če vam pa res uspe, pa tudi ljudi not vključite in tako, ko nekateri želimo pripadati določenim brandom, ki se med sabo sam pogledamo, pa ti imaš tudi tole, ta Apple, pa tret. In se bistveno bolj povežemo z ljudmi in dobiš followerje, dobiš supporterje, ki ti pri razvoju prodaje pomagajo. Nenehno se sprašujte, kakšen je vaš učinek, se pravi, kako uvajate spremembe, ker samo s tem boste dobili ljudi, ki vas bojo želeli poslušati, ki si bojo želeli vaših produktov in ne bo to samo odvisno od cene. In predvsem se zavedite, da kar govorite, je vedno nekje zapisano. Se pravi, da bo zelo hitro prišlo do težave, če boste povedali nekaj, kar ne drži. Kako to počnemo v Donorju? V Donorju smo... Predvsem se že jaz sem v podjetje prišel leta 1999, kjer sem dejansko kot študent delal, da smo preoblačili stole, jaz sem smrkle pa čigumije izpod zicev pucal pa preoblačil. Zelo hitro mi je bilo tega dosti in sem takratnemu lastniku predlagal, da bi začeli nekaj oblikovati, prodajati malo boljše stole. In me je to poslušal, a to jaz počnem? Okej, ki je že bilo tako, wow. V glavnem, leta 2011 sem uspel večinski delež podjetju kupiti, štartal neko strategijo, takrat smo predvsem to, kar ste prej pri X-Vidi poslušali, mi smo 2010 začeli pohištvo pa tehnologijo združevati skupaj, ker smo verjeli, da takrat tehnologija že obstajala, pohištvo pa že 150 ali pa 200 let zgleda isto, pa bi lahko bilo pametno. Zadnjih 7 let se pa ukvarjam predvsem s temi okoljskimi rešitvami, kako industrijski odpadek uporabljati kot industrijski material. Se pravi, kot nekaj, kar lahko ponovno uporabimo. In predvsem smo koncept krožne ekonomije, tega materialnega kroga, o čemer vi veliko poslušate in se veliko govori, skušamo spremeniti tudi v krog odgovornosti. Se pravi, da proizvajalec ne bi samo plačal za to, da se embalaža odpelje, ampak bi poskrbel, da se ta embalaža tudi ugradi ali v njegove ali neke druge produkte, za katere bo spet on poskrbel naprej. Namreč iskali smo enega od velikih proizvajalcev, govoril sem z vsemi Coca-Cola, Pepsi, Heineken, verjetno je še kdo, pa sem pozabil, tudi pri nas Union Laško, ki je zdaj Heineken. Nekateri celo so nam prisluhnili, smo šli v projekte skupaj. Če si upa kdo od plastičarjev, kakor jih mi pravimo, dosež to, da bo dal v strategijo, da do leta 2030 njegove plastenke ne bomo videli v naravi. To je
nek statement, ki bi mogli te veliki globalni playerji videti kot neko strateško prednost pred ostalimi. Tega heroja še nismo čisto srečali, so pa vsi pripravljeni sodelovati. In pa nagovarjamo pač novo smer. Saša Kerkoš, tisti, ki ne poznate, lahko pogledate, zdaj živi na Baliju, ona je pač eno dobro dizertacijo napisala Compassion Design, ko jaz mečkam drugače razumem, ampak se mi zdi, da je dobra smer načrtovanja, ki bi mogli. Zanj sem bil pa presenečen, tale stric je ta prve Macintoshe oblikoval za Steva Jobsa. Lanskrat sva dobila neko nagrado oziroma sva bila na tej podelitvi in je on tole rekel in se mi je zelo ful dobro. Štekaš, compassion, emotions, ve, zakaj gre in ni več form follows function in vse to, kar smo poslušali do zdaj. Tole je portfelj izdelkov, ki smo ga naredili v zadnjih 8 letih. Sodelujemo z vsemi oblikovalci, predvsem tako strateško, ne redno, ampak jih imamo vedno pri izboljšavah. Zelo veliko zanimivih stvari smo se predvsem na tej poti učili, poleg teh jih je pa vsaj še 5-6, s katerimi redno sodelujemo pri projektih, ki pa niso pod našo blagovno znamko. To je tisto ključno, o čemer nam preveč razlago, ko si lahko preberete. V glavnem uspel nam je iz plastenk pride do nekega materiala, ki se celo dela v Sloveniji. V Sloveniji nam en majhen korak manjka, pa ne bi rabili nobene sežigalnice, ampak tega ne boste slišali v medijih, ker se plastenke na primer uvažajo iz Japonske, zato da jih recikliramo v Sloveniji. Predvsem zaradi tega, ker na Japonskem je samo ena plastika dovoljena za embalažo in to je transparentna, čista, ki jo je najlažje predelati nazaj. Pa nas boste najdeli, ne vem, zelene, pa rumene, pa take. Naprimer na okoljski konferenciji največjega tipa, kjer se je 1,5 milijarde evrov razdelilo v Bruslu, ko so me povabili, je bil pa na panelu Henkel, ki je vir problema, ne rešitve, ki je govoril, kako bo on rešil plastiko na način, da bo delal samo še črno plastiko. Ne. In jaz sem jasno tam vprašal, zakaj pa vi ne bi naredili refill mašin v vsaki, pa enostavno z nekim drugim materialom to naredili. Zato, ker pač oni so največji proizvajalec plastike. In dokler bo nafta, bo tudi plastika, zato je predvsem na nas, uporabnikih, da začnemo spreminjati navade, kar pa ni lahko. Že težim. Uspel nam je pač narediti stol. Dejansko mi smo iz materiala, ki ne stane veliko denarja, prišli celo do tega, da uporabljamo odpadek, ki je industrijski, ki gre v nasprotnem primeru v sežigalnico, v Celje in se ga sežge. Mi smo ta material uspeli z različnimi načini, ki smo jih tudi zaščitili. Če imate neki zum, vas jaz nagovarjam, da ga pač zaščitite. Sam osebno ne verjamem v to, vam pa kdaj pride prav predvsem pri razpisih mednarodnih. Tudi samo obliko, se pravi model, lahko zaščitite, mislim, da brezplačno na EU-IPO-ju, tudi to se splača narediti. Vam pa to ne zagotavlja, da ne bo kdo se spomnil česa podobnega. Poleg tega smo pač to nadgradili, ključna je predvsem ta stvar. V vsaki školjki stola je približno 70 plastenk in pozabite te plastenke. In samo s tem, ker tega materiala nismo peljali v sežigalnico v Celje, smo v okolju privarčevali 1 kilogram, več kot 1 kilogram CO2-ja. To samo zato, da odločevalci razumejo. V enem letu smo prodali nekaj tisoč kosov, se pravi, eno majhno podjetje, Donar, je nekaj ton CO2-ja privarčevalo v okolju zelo lokalno. Ne. Tako da se, seveda bi pa rabili tega še več. Zelo so nas prepoznali pač vsi te, ki podeljujejo nagrade, se redno prijavljamo na te stvari, zato ker je to še zmer najcenejši način, da si opažen in viden. Meni osebno je največ vredna nagrada, ki je nikle, ki smo jo dobili pred kratkim, pa nisem uspel še dati gor. Dobili smo Circular Design Award of the Year, se pravi pač najboljši krožno oblikovanje leta, predvsem za model, kako to počnemo. Tukaj pa nekaj produktov, ko grem sam čez, da boste razumeli, s čim se danes ukvarjamo. Naprimer, mi že plastenke in odpadno celulozo dajemo skupaj, to delamo z enim inštitutom v Nemčiji.
Zraven uporabljamo, ne vem, silikate raztopljene v vodi, ki so prepoznani kot liquid glass, se pravi tekoče steklo. Zdaj se tudi uvaja, da bomo pač nanocelulozo, da bomo še manj materijala, ker trajnostnost za nas pomeni, da porabimo vedno manj materijala in vedno manj energije za isti produkt. In pa, da si predstavljate, tudi cela stvar je cradle to cradle, karkoli se poškoduje, se lahko zamenja samo tisti del. Zanimivo je pa tudi, naprimer, da školjka ali pa tisti del stola, ki je narejen iz tega materijala, ga lahko v celoti ponovno zmeljemo in predelamo v nov produkt. Konkretno smo naredili prototipe za intralighting, za neke akustične panele in stvar deluje. Tukaj se pa ukvarjamo pol še različnimi stvarmi, kaj bi še lahko naredili. Tole je bil sicer čisti fail, premalo časa, slaba analiza, ampak nas gradbeniki ne pustijo zraven, kjer bi radi knauf mavčne plošče zamenjevali za tole, že z inštalirano vso tehnologijo, se pravi vse vtičnice, vsi čarđerji, vse luči, bi že zraven bile, ko smo delali analizo, bi hotel prenovili z 50 sobami v 2 dneh, medtem ko ga oni morajo malati 4 dni, tako da plus vse namontirati, bandažirati, prinesti in tako naprej. Ključna je ta komunikacija, ki mi zdaj probo povedati zelo hitro, ki me verjetno že čas prekinja, ali ne. Kaj je vaš unique selling point? To je tista inovacija, o kateri sem hotel na začetku povedati. Če jo imate, jo je zelo enostavno komunicirati, če je nimate, boste bullshitirali. Zelo enostavno. In pa razumevanje trga, ta danes je ključna, trgi so zelo različni, pač že sam evropski trg se razlikuje, ker čist drugače, če greste prodajati, ne vem, v Italijo, Francijo, Španijo ali pa v Skandinavijo. Predvsem je pa komunikacija za mene nič drugega, kakor dokumentiranje načrtovanja. Se pravi, celega procesa, ki ste ga delali, to itak počnemo na social media, če to naredite na malo boljši način in iskreno, pač boste tudi veliko lažje prišli do kupcev. Naprimer, mi za medije ne plačujemo, oni nas sami kličejo, Fast Forward magazine je naprimer duplerica, to je sredinski, košta nekaj $10,000, nas so poklicali, da pač bi samo izdelek poslali v, mislim, da Berlin poslikati in je pač bil noter zastonj. Tole je tudi bilo v nekem angleškem Zeitungu, sploh nismo vedeli, pač dobili na Facebook. Tole je bilo zelo na začetku, kjer v Singapurju to uvrščen na drugi najboljši dizajn. Se lahko piše, da je ful za nič, ampak zgleda pa dobro, ne. Stvar pa zares tako zgleda. No, jaz sem namerno dal bitnik, ker je to en produkt, ki smo ga pred leti delali precej, zdaj ga bistveno manj. Je bilo pa zanimiv, ne, zelo drag produkt, nič posebnega, pač mi smo uspeli tehnologijo Bluetooth zvočnike spraviti noter, da ljudje to lahko poslušajo, kar naenkrat smo za Krapovičem uspeli vse auspuhe posneti in si dejansko imel občutek, kot da se peleš v tistem motorju ali pa stolu, to je najbližji, kar uporabnik lahko dobi, če si tega ne namontira. Meni najljubša pa je, kjer pride do teh inovacij, je pa, da smo uspeli slepe, da hodijo v knjižnico v Londonu, ne. Slepi knjižnica, kaj? Ja, pač postavili smo jim stol, prek glasovne prepoznave smo jih povezali z audio knjižnico in pač oni pridejo noter, povejo naslov knjige in lahko v nekem miru poslušajo vsebino te knjige. Predvsem je pa to ključno, tisti, ki poznate slepe, za njih je zelo težko zamenjati novo lokacijo, ker so navajeni se gibati po ustaljenih poteh. In za neko skupino hendikepiranih smo na ta način lahko razširili obzorja in to je ta social impact, ki ga jaz vam povem, pa vem, da mi verjamete in ga bo bistveno lažje prodati, ne. Cena kar naenkrat ni več pomembna. Takole pa to zgleda, to je narejen z enim zelo enostavnim fotoaparatom.
Samo dokumentacija uporabniške izkušnje na sejmu v Milanu, nič drugega. In za konec, to je en quote, ta gospod Dupre je bil ustanovitelj Herman Millerja, tisti, ki veste, pač on je zaslužen za sodelovanje z Nelsonom Noguchinom, Charles Reims in podobnimi. To je rekel že pred približno 100 leti. Ne bojo se nas zapomnili pod tem, koliko imamo v žepu, ampak predvsem, kaj bomo pustili za sabo. Če so kakšno vprašanja kasneje in hvala lepa.